To je Franc Gorenec, goljuf, da mu ni para. Doslej ga javnost še ni videla, že takoj se zlaže, da to ni on. Spisek njegovih prevar je debelejši od ruskih romanov. Najprej je bil nepremičninar, nato svetovalec za osebne stečaje, vmes še kaj, zdaj pa se ukvarja s spletno prodajo preko kuponov. Zgodba vedno ista. Kupec plača, storitve ali izdelka od nikoder, izgovori, nato pa Gorenčevi kontakti ali niso več dosegljivi ali ne obstajajo. Početje Franca Gorenca smo razkrili že spomladi, pa še kar ne neha. Zato je bil čas, da dobi glas in obraz. A kaj ko ni za to? Ko je ugotovil, da bo v sodni dvorani tudi naša kamera, je pustil čakati sodnico, še nekaj časa postopal po hodnikih, nato pa jo pobrisal skozi stranski izhod. Gospod Gorenec, zakaj goljufate ljudi? Zakaj goljufate ljudi? Zakaj jim ne dajete, zakaj vzamete denar in se skrijete? 150.000 evrov, 4 uklonilne zapore. Gorenc je bil soustanovitelj, zastopnik, direktor in likvidator več kot 10 podjetij. Nepremičninski portal, Areafin skupina, portal Net, Črni raček. Nekako s to slabo prakso nadaljuje. Spretnemu pretkanežu dolga leta ni mogel nihče do živega, zdaj pa pada po njem z vseh koncev. Začeli so mu soditi, za vratom ima še 30 ovadb in je še v številnih kriminalističnih preiskavah. Ker se upira tržni inšpekciji in opeharjenim kupcem ne vrne denarja, bo moral plačati 150.000 evrov kazni, izogibanje družbeno koristnemu delu pa ga bo konec meseca pripeljalo v uklonilni zapor. Če se le more, se izmika, pozive mu vročajo policisti in vročevalci. Franc Gorenec ne bi mogel biti prevarant, vsaj ne na dolgi tek, če mu tega ne bi omogočila sistem in zakonodaja tipa odpri, zapri podjetje, likvidiraj, okliči stečaje in nadaljuj umazani posel.